Souporaba avtomobilov je novodobni mobilnostni koncept, ki se vse bolj uveljavlja tudi v Sloveniji, a delež uporabnikov je še vedno majhen. Preveva nas občutek, da sploh ni kriva samo majhnost naših mest. Zakaj recimo še noben car sharing ni bil prav zares poslovno uspešen? Predvsem je treba vedeti, kako merimo poslovno uspešnost. Je to poslovna uspešnost na kratki rok, kjer se v večini kar strinjam. Če pa gledamo to kot neko investicijo za prihodnost, kaj bo to srednjeročno pa dolgoročno prineslo, kjer se bojo sigurno navade potrošnikov pri mobilnosti spreminjale. Pa ne samo zato, ker bojo sami tako hoteli, tudi zaradi tega, ker bo po mojem regulativa vse splošno šla v to smer, da bo treba zmanjšati količino in število vozil avtomobilov na cesti. Zato jaz mislim, da je zdaj tukaj ena taka faza prilagajanja car sharinga na neko novo uporabniško izkušnjo, ki bo pač mogoče čez 2, 4, 6 let postala standard. Občutke ob pogledu na klasičen car sharing z današnjimi očmi je torej treba jemati z rezervo. Pa vseeno na poslovno uspešnost današnjih car sharingov ni treba gledati utopično. Le v ustrezni kontekst jih je smiselno postaviti. Prihaja torej storitev souporabe avtomobilov, ki hoče biti že sama po sebi rentabilna. Ko avto stoji, približno 2 do 3% časa se uporablja, ostalo pa stoji, kadar govorimo o fizičnih osebah. Ampak še vedno v Sloveniji velja neko pravilo, da pač lastnik avta moraš biti in potem pač naj to stane, kar hoče, da malo karikiram. Iz tega stališča jaz mislim, da v bistvu car sharing, kjer jaz vidim zelo hitro prihodnost in mogoče tudi profitabilnost, je ta B2B car sharing, se pravi poslovni najemi za poslovne uporabnike, in ko se bo ta car sharing razvil in ga bojo ljudje ponotranjali, potem se bojo pa te isti avtomobili začeli po popoldanskem času pa uporabljati za privatne vožnje. Torej, kakšna je ideja oziroma kakšen je vaš poslovni model? V službi se pripeljemo službeni avtomobili in stojijo parkirani dol 8 ur, 9 ur, medtem ko smo mi ves čas v pisarni. In smo se začeli spraševati, zakaj pa ne bi se te avti vozili. In da ne bi preveč stvari zakomplicirali, smo rekli, zakaj ne bi te avte uporabljali podjetja, ki imajo sedež v isti stavbi, kot imamo mi. Se pravi, problem logistike je praktično minimalen, problem zaupanja tudi, zato ker vsi delamo v isti stavbi, se pravi, se med sabo poznamo. In zakaj ne bi potem ta avto, ki meni stoji 8 ur pred pisarno, uporabljal nekdo iz sosednje pisarne, ki pa najema avto oziroma ima najeto večjo floto vozil, uporabljajo pa glihko mogoče samo 2 ali pa 3 ure na dan. Seveda ljudem je treba stvar narediti zelo enostavno. Se pravi, uporabnik ima na voljo web ali telefonsko aplikacijo, kjer rezervira vozilo. Predtem seveda se strinja z vsemi pogoji poslovanja, ki jih pač podpišemo in veljajo do nadaljnega. Potem stranka vozilo rezervira, vzame ključe, se odpelje z vozilom in ga vrne nazaj. Notri je tudi kartica za bencin, to je edina stvar, ki jo v bistvu stranka mora narediti v primeru, pač, da se avto toliko sprazni, da ne vrne praznega, in potem se ta uporaba zaključi. Kar se tiče pa plačevanja, da je stvar še bolj enostavna, se pa na koncu meseca na osnovi dejanske uporabe vozil, se pravi ure in kilometri, naredi obračun za podjetje in pač se izstavi faktura. Odlična ideja. Je to en nov korak v smeri multimodalnosti? Ja, absolutno. Ko smo mi delali ta naš poslovni model, smo seveda pogledali, kaj dela konkurenca oziroma kdo je naša konkurenca, se pravi od taksija, mestnega prometa, bicikel, rent-a-car in drugi car sharing podjetja. In smo v bistvu prišli do tega, da naša ponudba je najbolj ugodna takrat, ko se odpelješ 2 uri ali več, želiš imeti storitev, ki je kompletna, se pravi, da nimaš nobene papirologije in izgube časa z voženjem na kakšno lokacijo. Obenem pa multimodalnost zagotovimo tako, da dejansko damo en električni skuter v prtljažnik našega vozila. Ko se stranka pripelje recimo na P+R, kjer so mestna središča vedno bolj zaprta, vzame skiro in se odpelje zadnji kilometer do svoje destinacije. Kako vedeti, da bo avto, v katerega se boš usedel, tistega, ki ga uporabljaš, čist oziroma tak, kot mora biti ob prevzemu? Kar je pri našem car sharingu je to, da niso to avti, ki so parkirani kjerkoli, vendar se vedno vračajo na isto destinacijo. Iz točke A naredijo pot in se vrnejo v točko A in potem je razmak med bookingi vedno najmanj pol ure. Kar nam pa dodatno daje optimizem je pa to, da bomo mi dejansko ljudi, ki bojo avte vračali v intaktnem stanju, s polnim tankom goriva za naslednjega uporabnika, nagrajevali z dodatnimi, recimo nekimi bonus točkami, ki jih bojo lahko koristili pri nadaljnji uporabi vozil.